Dobrodošli v družbi Sportkluba, dobrodošli v družbi Prve lige Telemach. Predstavljamo vam novo epizodo magazina Podprečko. Tokrat se odpravljamo v Radomlje k Urošu Korunu. V Novi Gorici nam bo Leon Marinič predstavil domovanje vrtnic, Žan Leban pa se bo spopadel z izzivom Podprečko. V rubriki Pogovor z legendo pa nas čaka obujanje spominov s Simonom Sešljarjem. Uroš Korun, popoln preobrat Radomelj. Uroš Korun, izkušeni branilec Radomelj, ki se je v tej sezoni podpisal pod gol, ki je Mlinarjem dokončno zagotovil prvoligaški status tudi v sezoni 2023-2024. Pogovor s 35-letnikom smo začeli spomini na otroštvo in na začetke ukvarjanja z nogometom. V bistvu je že moj oče bil nogometaš, tako da je že res od malih nog nekako sem skozi na igrišču, ob igrišču. Tako da odkar se spomnim, sem vedno bil okoli nogometa in nekako avtomatsko potem ta ljubezen vrasta. Ob resnem treniranju je imela na njegov športni razvoj velik vpliv ulica. Kako se spominja tega obdobja? Spomini so res lepi. Bili smo res cel čas na igrišču, igrali smo nogomet, košarko, vse možne športe. Nekako takrat v tem mojem času mladostni je bil res nogomet najbolj popularen, nekako se je najbolj prijel. Tudi si večina prijateljev igral nogomet, tako da nekako mi je bilo usojeno, da bom nogometaš. Ampak res spomini so bili zelo lepi, večinoma časa smo bili na igrišču, zabava cel čas, tako da zelo različno kot danes. Zgodba o izbiri otroškega idola je zanimiva, saj se je Uroš kasneje v karieri razvil v izjemnega branilca. Nad kom pa se je najbolj navduševal, ko je bil še otrok? Jaz, ko sem začel, sem bil napadalec, tako da sem imel takrat idola, tudi čez celo kariero, Ronaldo, pravi Ronaldo. Nekako on je bil v tistem času res glavna zvezda, nekako res je izstopil in tudi njega sem najbolj spremljal čez kariero. Prvoligaški debi je dočakal v sezoni 2005-2006, ko je dobil priložnost v Celju. Kako je potekal preboj med člane? Pa tako, veliko treme, strahu, v tistem času je bilo malo drugače priti v članski nogomet, kot pa zdaj. Nekako težje so te sprejeli, ti starejši. Kar se spomnim, res v Celju je bila res starejša ekipa. Nisi imel kaj dosti besede, pač si delal, kar si ti rekel. Tako da ta prva tekma nekako par minut, mislim, da je bilo proti Velenju. Dosti treme, nervoze, ampak s tem časom se je to spremenilo. Do danes je v svoji karieri odigral že več kot 260 prvoligaških tekem v Sloveniji. Podpisal se je po nekaj pomembnih golov, v Prvi ligi Telemach pa ob Celju, Velenjskem Rudarju, Domžalah in trenutno Radomljah nosil tudi dres ljubljanske Olimpije. Kakšni so spomini na Zmajevo gnezdo? Mislim, Olimpija vemo, da je res največji klub v Sloveniji, tudi poznanje po Balkanu, posod veliko ime, tako da meni je bilo res v čas, da sem lahko igral za Olimpijo. Zdaj te časi, ko sem jaz bil tam, so bili razburkani, če tako rečem. Bilo je dosti menjav trenerjev, marsikaj se je dogajalo za kulisijo, tako da, ampak ne glede na to, jaz sem res pač vesel, da sem lahko oblekel dres Olimpije. Šlo se je tako, kot se je. Letos so prvaki, bi jim titulu tudi čestitev, ampak nekako oblec zeleni dres je nekaj posebnega. Kot nam je razkril Uroš Korun, se je kasneje zanj zanimal tudi večni rival Olimpije Maribor, za katerega na koncu ni podpisal. V slovenskem nogometu je z Olimpijo osvojil pokalno lovoriko, najuspešnejša sezona zanj pa je zagotovo tista na Poljskem, ko se je s Piastom iz Gliwic razveselil naslova državnega prvaka. Lepi spomini, nekako res počuti se kot nogometaš, veliki štadioni, izjemno je pokrita liga, medijsko, tako da si res prepoznaven v tem mestu, ko igraš. Jaz sem imel tudi to srečo, da smo nekako res imeli dobre rezultate v teh mojih 5 letih, tako da je še toliko večja prepoznavnost bila. En otrok se mi je rodil na Poljskem,
Tako da nekako mi smo res izkoristili ta čas na Poljskem zelo dober. Bilo nam je super, ampak ja, bilo je teh 5 let, potem karijera gre naprej. Ampak generalno gledano sem zelo zadovoljen s Poljsko. Ob spominjanju na obdobje pri Piastu je Uroš za nas primerjal slavje poljskih navijačev ob osvojitvi državnega naslova in Olimpijinih ob slavju v pokalu. Ja, bilo je noro, res. Mislim, takrat je bilo res 2-3 dni, je bila norišnica po domače povedano, ker je nekako vseeno ta Piast, kjer sem jaz bil, je manjši klub, ne moreš ga primerjati z Legijo, z Lehom in s temi velikimi klubami in je že zaradi tega bil še toliko večji uspeh. Tako da in mi igralci in mesto se je res poveselilo, res zelo lepe spomine imam, tako da to mi bo zavedno ostalo. Piast je njegova edina epizoda na tujem, je pa imel kot otrok svoje sanje, kje si je najbolj želel zaigrati. Ja, glede na to, da sem, kot sem že prej rekel, je bil res Ronaldo nekako ta igralec, ki je bil moj idol, nogometni. Sem takrat spremljal špansko ligo, kjer je začel v Barceloni in v teh sanjah, ko smo bili kot mladeniči na malem nogometu in to, ko smo se pogovarjali, vedno je bilo, da bomo nekako igrali v Španiji, ampak ja, z leti so se prioritete spremenile. V karieri ni dobil priložnosti, da bi zaigral za člansko reprezentanco. Slovenijo je predstavljal v mlajših selekcijah in na eni tekmi tudi kot član B reprezentance, kar si šteje kot čast. No, vsekakor, že biti član slovenske reprezentance, mislim, da je to dovolj velika čast. V mojem primeru sem dokaj pozno prišel v reprezentanco. Je mogoče malenkost nekega priokusa, res, da tisto kako minutko nisem zbral, ampak vseeno sem bil z vsemi temi igralci slovenskimi najboljšimi, tako da od Jojota do Oblaka in res to generacijo večinoma kot tudi zdaj zelo dobro nastopa, tako da jaz sem zelo ponosen na ta dosežek. Pri svojih letih mora biti zelo pozoren na vse malenkosti, ki vplivajo na zdravje tudi izven igrišč. Veliko se posveča pravi regeneraciji, še naprej pa se odlično počuti. Na srečo v svoji karieri ni imel veliko težav s poškodbami, zato zaenkrat čuti, da lahko še vsaj 1 ali 2 sezoni igra v prvi ligi Telemach. Navkljub temu pa že razmišlja tudi o obdobju po karieri. Mislim, nekako se vidim v nogometu zdaj, a bo to kot trener, a bo kakšna druga funkcija, to je zdaj mogoče malo težje še povedati, ampak vsekakor se vidim v nogometu. V bistvu sem celo življenje že v nogometu, tako da nekaj drugega si ne predstavljam. Zdaj tu v Radomljah, če zdaj govorimo o Radomljah, se res dogaja ena lepa zgodba, tako da več opcij je tudi tle odprtih, se je stvar dogovora, počutja in vsega, tako da jaz se seveda vidim v nogometu. Uroš, upamo, da se bomo še dolgo videvali na zelenicah prve lige Telemach. Hvala za debato in srečno v lovu na zastavljene cilje. Leon, zdravo. Pozdravljeni, kako smo? Vredo, hvala, da si nas sprejel v Gorici na legendarnem stadionu. Ja, seveda. Sam, ko že dolgo spremljam prvo ligo, imam res lepe spomine na ta stadion. To je ta znamenita tribuna. Tako je. Kakšen je bil na primer občutek, ko si debitiral v članski ekipi Gorice? Meni je bilo super, mislim, jaz kad igram odmislim publiku, tako da mi ni nekaj, da bi imel kako tremo ali pa tako. To ni, da bi imeli ful veliko publiko, ne. Evo, tako zelo pogled s klopi. Ja, nekako z prve vrste s fotelja. Zdaj vas bo vodil nov trener v zaključku sezone. Koliko se sliši navodil trenerja na sami tekmi? Še posebej, če je glasno, če je kak derbi? Se sliši. Mislim, poskrbijo, da slišiš. Poskrbijo, da slišiš. Tako je. Torej, kot sva že rekla, tu nisi rad med tekmo. Ne. Najverjetneje pa vseeno, če pa bi dal 2 gola, pa bi ekipa vodila, pa te trener povleče ven iz igre, pa je dobro pospremiti zadnjih 5 minut. Seveda, čeprav takrat je še napeto. Samo čakaš, ali kdaj bo konc, da čim prej zmagaš. Greva potem na zelenico, kjer si nekako najraje. Najbolje počutim.
Se še spomniš debija? Ja, seveda se spomnim. Moj debi je bil za Champions League. Smo igrali proti Makabiju. Je bila kar lepa izkušnja. S tem, da smo izgubili, smo bili res... Takrat sem šele videl nivo razlike. Ne? Ja, to se opazi na evropskih tekmah. Ja. Zdaj, če nekako izbereva tvoj najljubši položaj, s katerega napadaš nasprotnikov gol? Tle vidiš, je lepa zelenica. Proti sredini? Proti noter, seveda. Čeprav ponavadi rajši igram na levi strani, ker sem desničar, ampak sem že toliko časa na desni, da sem se že v bistvu bolj navajal na desno stran. Tako da nimaš dveh levih nog? Ne. Več imamo dve desni. No, to je super. Ok, videli smo zelenico, videli smo klop, zdaj pa predlagam, da gremo še proti slačilnici. Seveda, seveda. Smo le končali trening, tako da če lovimo koga noter, boste mogli cenzurirati. Evo, jaz odprem vrata, ti stopiš noter, to je vaš dom. Kakšna posebna pravila? Ja, imamo. Se moramo sezut? Ne veš, da smo le končali dobro trening in... Tule vidim 30 Marinič, Tako je. ker zasedi mesto. Jaz pa bom kolegu Petroviču malo. Moj boks tlele. Že od samega začetka tukaj ali vsako sezono na novo delite mesta, kako imate? Ponavadi, ko dobimo nove okrepitve in to se porazdelijo po teh boksih, ki so prosti. Čeprav jih nima dovolj boksov za vseh, kdaj so dva na eni. Nimam pa vedno ista boksa. Govoril si o pravilih, kakšna so? Ja, prvo moraš spoštovati svoje igralce in da imamo bolj pravila za zamujanje in tako, da imaš okvirno pospravljeno svoje stvari, da ne leži vse. Zamujanje, tudi kakšna kazen? Ja, zbirate kakšen fond, greste potem na večerjo? Tako je, točno. Verjetno je v večini ekip enako. Tako je. Se s trenerji to kaj spreminja ali je slačilnica nekako za igralce? Slačilnica je bolj za igralce. Prav odvisno, mogoče imaš kakšen trener, ki rajši vpliva tudi na to, ampak nisem še imel tak trener. Super, hvala, da si nas popeljal v vašo dnevno sobo. Tako je. Zdaj pa greva pogledat še Fitness? sobo za fizioterapijo in fitness. Aha, ja. Kar za tabo. Evo, to je naša sobica. Si imel v svoji karieri že kaj večje smole? Preveč. Ja. Sem bil malo mlajši, je bilo v redu, potem pa se mi je začela samo nabirati. Ležnje sem imel in zlomljene noge in trhanje zadnje lože, vse. Tako da v bistvu si stalna stranka tukaj. Ja, mislim, narajš ne bi bil, ampak ja. So tudi tu kakšna pravila? Ja, jih postavi fizioterapeut in tako si jih tudi kdaj zmisli sproti. Odvisno, kaj mu paše. Aha, in kaj potrebuje. In kaj potrebuje, ja, tako je. Če potrebuje mir, to je te kar zalovijo. Super. Greva še potem v fitness. Okay. To je tudi ena taka lepa značilnost Gorice. Ja. Zdaj smo še torej na drugi strani te tribune, Tako je. kjer se ponavadi zbirate, ne samo za... To sem želel reči, ne samo za fitness, ampak tudi za kosila. Tudi za kosila, ja. Za vse je poskrbljeno. Če bomo pridni, morda še mi kaj pojemo. Ja, saj imamo prijazne kuharje. Naredijo sigurno kdaj kaj viška, veš. Tako torej v fitness studiu. Si rad v fitnessu ali si eden izmed igralcev, ki je raje na igrišču? Sem rad v fitnessu, ampak raje na igrišču. To je kar presenečenje, ne? Tudi za voljo vseh poškodb, ki si jih imel, morda zato ta zavednost, da potrebuješ fitness? Ja. Mislim, tako sem imel vedno neko zaveščenje glede... Mislim, se nisem počutil neki močen. Zato sem dosti bil v fitnessu. Tako da si mogel nadgraditi to telesno moč? Ja, vedno moram nadgrajevati, vedno. S časom zgubiš, ne. Pridem, mislim, da smo zdaj videli vse. Ja. Samo pospremi nas še in nas naženi iz vašega doma. Pospremi domu. Tako, en lep krog sva naredila v vašem stadionu. Hvala za predstavo. Ja, mislim, da bodo navijači zdaj še bolje poznali vaš klub. Hvala za super predstavitev. Tako je. Pa se vidimo še na tekmah. Srečno vam. Hvala. Lepo. Adijo. Čau.
V nadaljevanju Žan Lehmann se bo pomeril z izzivom pod prečko, Simon Sešlar pa nam bo predstavil svojo zgodbo. Žan, lep pozdrav. Ja. Kako? Dobro, Trening bil naporen, noge težke? trening dober, zdaj pa. Zdaj pa izziv. Ja. Poznaš pravila? Ja, sem že pogledal jih malo, tako da nekako že vem, kako poteka. Ampak vseeno obnoviva za naše gledalce. Torej zgornja 2 kota po 10 točk, spodnja 2 po 5 žog. Kakršnikoli vrstni red ti pride prav, kakor želiš. Dobro. Še napoved, Žan Trontelj 40 točk na vrhu. Je to tvoj cilj ali bolj pragmatičen pristop? Cilj je seveda premagati, da si prvi, bomo videli pa kako bo. Potem pa srečno. Da vidimo. Ohohoho! Malo preveč po sredini. 15 točk. Dobro. Žan, teže kot izgleda, ne? Ja, malce teže je, ampak dobro. Toliko smo zadeli. Kje se je zataknilo? Tam, ko je šla tista mimo ali ko je šla v mrežo? Kaj ne rečem. Gol je velik, ampak ni velik, ne z roba Ja. kazenskega prostora. Hvala ti za tvoj čas, srečno v Hvala vam. preostanku sezone. Hvala. Žan, čestitke za pogumno izvedbo, na koncu 15 točk, kar pomeni, da na vrhu trdno v sedlu ostaja Žan Trontelj. ...405 tekem v prvi ligi Telemach, 37 golov, 3 državni naslovi in 1 pokalna lovorika. Zaupali so mu številni trenerji, selektorji, on pa je zaupanje vračal s kvalitetnimi predstavami. Naš tokratni gost v rubriki Pogovor z legendo je Simon Sešlar. Prve korake v članskem nogometu je naredil v dresu Celja, njegov nogometni razvoj pa je bil podoben vsem mladim v tistem obdobju. Moja generacija je pač odraščala na ulici, tako smo tudi mi v bistvu začenjali tam iz ulice, potem prek šole pa potem do kluba tam približno 10-11 let. Sem bil star, ko sem se začel pač ukvarjati s tem tudi ampak še kar nekaj let je bilo potem vse skupaj še marsikateri drug šport in pa predvsem ulica je bila v ospredju. Kot skoraj vsi otroci je imel tudi Simon svojega idola. Njegovo ime vas bo morda nekoliko presenetilo, saj je razlika v njuni starosti zares majhna. Ja, moj idol od vsega začetka je bil Zvonimir Boban. Od še takrat, ko je igral v Dinamu, pa potem v Milanu, tako da ja, on je bil ta igralec, ki mi je najbolj bil pri srcu in ki sem poskušal nekako upijati njegovo znanje in vse skupaj, celotna osebnost in vse, mislim, da je bil ena taka persona, ki je bil en tak pravi zgled. V prvi ligi Telemach je debitiral 18. avgusta 1991 na tekmi s Primorjem.
Pri 17 letih je zares hitro dočakal priložnost na najvišjem nivoju in se takrat meril z izkušenimi posamezniki ter tudi številnimi kvalitetnimi tujci. Res je, da je bilo ogromno igralcev iz te bivše države, ampak kar je bilo zelo pomembno, da so bili te po pravilu res kvalitetni in so dvigovali kvaliteto lige in smo se v bistvu vsi skupaj lahko veliko od njih učili. Jaz sem imel to srečo, da je Celje vedno bilo neko pristaš dajanja priložnost mladim igralcem, je pa tudi odvisno potem od vsakega trenerja, kdo je in v nekem obdobju, takrat, ko sem jaz začenjal, pa v bistvu zaključeval, pa še bil mladinec, je bil trener Bojan Prašnikar, ki je dejansko dal poudarek tudi in na slovenskih igralcih in na mladih igralcev, v katerih je ocenil, da lahko in da imamo kvaliteto in je sigurno bila to velika prednost takrat za nas, ki smo dozorevali. Še pred največjimi uspehi, ki jih je dosegel v slovenskem klubskem nogometu, se je podal v Nemčijo in podpisal za Ulm, ki je takrat igral v drugi Bundesligi. Zgodba o tem poglavju kariere je zelo zanimiva. Preskok iz slovenske lige je bil, praktično ni bil možen iz slovenske lige direktno, ampak je dejansko samo preko reprezentance se takrat nekako si lahko se uveljavil in pa še v tujino. Jaz sem naredil nek preskok, v bistvu že kar malo pozno mi je bilo vse skupaj. V bistvu po nekem vzponu je sledil kakšna sezona, dve slabša in ker malo sem že bil nervozen sem tja in se je ponudila priložnost, da grem, da zamenjam sredino in sem jo izkoristil in se je pač potem pot razvila v to smer. Bojan Prašnikar je bil trener, ki je zelo zaznamoval njegovo kariero. Med drugim je z njim sodeloval v dresu Maribora, kjer je kasneje 3-krat osvojil državni naslov in zaigral v elitni ligi prvakov. Vijolice so bile že leto ali dve pred tem blizu nogometnega raja, po uspehu pa je sledila še reprezentančna pravljica ter prvo zlato obdobje slovenskega nogometa. Vse, ko se je to zgodilo, je dejansko se čutilo v zraku v vsakem momentu nekaj več, res je bilo užitek igrati. Ob tem se je razvijala še ta zgodba z reprezentanco, tako da ja, to so bile sigurno neki začetki, euforija še toliko večja, ker ko neke zadeve se dogajajo prvič, je to še toliko bolj se potencira, tako da ja, lep del zgodbe. Simon Sešljar je za reprezentanco odigral 21 tekem in svojo državo predstavljal pod taktirko 3 različnih selektorjev. Kar se tiče klubskega nogometa, je v tujini igral še v Belgiji, Izraelu in Avstriji. Preverili smo tudi, kje si je kot mlad na debutu nogometaš najbolj želel zaigrati. Pa mislim, da nismo mi takrat toliko razmišljali o tej tujini, pa o nekih sanjah. Sigurno smo spremljali te zadeve. Meni kot takšnemu je bila ta Italija toliko zanimiva. Vem, da v nekem obdobju, še preden sem šel v Nemčijo, se je zelo pisalo tudi v gazeta, da je zanimanje Lečeja za mene sem tja in to je bilo takrat res velike stvari. Nam je bila mogoče tudi najbližja, tudi takrat je bila ta italijanska liga pojem. Se pravi, mene je vezala tudi ta zadeva, kar se tiče Bobana, ki sem ga spremljal in v tistem obdobju, vsi vemo, je bila tudi ta nizozemska trojka. Tako da ja, mi smo to bolj spremljali, ampak zdaj, da bi pa rekel neke sanje, da v neko ligo se ne spomnim, da bi zdaj živel take sanje. Ob naslovih, ki jih je osvojil v dresu Maribora, je bil zelo blizu naslova tudi s Celjem. V sezoni 2002-2003 je bil na koncu usoden štajerski derbi v predzadnjem krogu prvenstva v Ljudskem vrtu. Kako se danes spominja tistega obdobja? Celje je takrat igralo res lep nogomet za oči in moram reči, da je velika večina poznavalcev nogometa v Sloveniji je takrat privoščilo Celju naslov. Žal se ni šlo, se pravi, velikrat se tudi ne spomnim, ampak bilo je to eno lepo obdobje. Tudi jaz mislim, da sem odigral v tisti sezoni verjetno celo najboljši nogomet svoje kariere osebno. Tako da, ja, drugače pa lepa zgodba. Uživali smo v nogometu, tako da se tudi tega rad spomnim.
Med obujanjem spominov smo se še enkrat ozrli na obdobje pri Mariboru, kjer je pod taktirko Bojana Prašnikarja ogromno časa preživel v karanteni in se še dodatno povezal s soigralci. Dejansko smo bili v tistem obdobju praktično skozi. Nam se je zdelo, da smo non-stop v Zrečah, pač res kak dan smo tam šli domov. Ampak na koncu koncev vsi smo vedeli, zakaj, vse nas je nekaj družilo. Ta druženje, tako kot ste ga omenili, nas je navdajalo temu, da niti nismo mogoče v nekem momentu to čutili kot zasičenost, ampak nam je to bilo vse vse smo obrnili v velik plus in smo vsi z užitkom tudi tam bili. Sigurno se radi vračali domov, ampak ni nam bilo to težko. No, se pravim, neka karantene znajo biti včasih tudi dolgočasne in tudi dajo nek kontraučinek, nas pa je to zgleda dvigovalo. Za konec pa smo se morali dotakniti še sina Svita, ki skrbi, da priimek Sešljar še naprej polni naslovnice športnih časnikov in spletnih strani. Kako sam gleda na sinovo nogometno pot? Okay, ja, težko bi se on izognil ob vsem tem, ker je pač se rodil še, ko sem jaz bil aktiven in je dejansko bil zraven, tako da sem vesel, da uživa v tem, da ga to veseli, da ne smejan, ko igra, in to je zelo pomembno. Velikrat v mladosti pa v nekem odraščanju, ko pride nek pogovor, je nanesel na to, da v prvi vrsti moraš uživati, moraš to delati rad in dokler si tak, je ponavadi dobro. So bili že kar neki momenti, ko ni bilo in je bil predvsem ta moj nasvet, veš, zakaj si začel, veš, kaj te je delalo in to delaj še naprej in potem spet prideš malo se zamisliš, greš na ta nivo igrišče, spet sem tja, kaj te ne da in potem spet lahko zrasteš. Simon, najlepša hvala za obujanje spominov in veliko uspehov v trenerski karieri. Poslovimo pa se z nasvetom strani Simona za vse mlade igralce, ki lahko marsikomu pride še kako prav. Teh popolnih nogometašev je zelo mali procent. Vsi ostali ima vsak neko pomanjkljivost in kvaliteta igralca po moje je ta, da zna v spredje na igrišču postaviti stvari, kateri se zaveda, da so njegova kvaliteta in da poskuša čim bolj skriti stvari, ki se tudi zaveda, da niso njegove najboljše. In tu se potem razlikujejo igralci. Mogoče dva igralca sta na podobnem nivoju, pa ne znata te zadeve speljati na pravi način na igrišču in pač eden uspe in naredi tudi dobro in odlično kariero, nekateri pa ne naredijo niti blizu tega, kar bi lahko. Tako, do konca smo pripeljali novo epizodo magazina Pod prečko. Hvala vam za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.